Pozdravljeni! Po končanih prvih dveh prostih treningih za veliko nagrado Nizozemske je prav, da si skupaj ogledamo, kaj lahko pričakujemo pred kvalifikacijami. Kot običajno bom tudi tokrat prve minute namenil tehničnim novostim in predvsem zanimivostim. 13. dirka od 22 pomeni, da tisti glavni razvoj je bil že speljan skozi v prejšnjih izvedenkah, kot smo mnogokrat poudarili. Proga na Nizozemskem je izjemno podobna tisti, ki smo jo videli v Veliki Britaniji, zato ne moremo pričakovati revolucionarnih sprememb. Lahko pa vidimo nekaj, kar pritegne našo pozornost, oziroma detajle, ki jih nismo videli poprej, ker ekipe dobesedno niso pokazale določenih delov iz pravega zornega kota. In prav o tem se bomo pogovarjali v tem prvem delu tehničnega pregleda. Ogledali si bomo, kako izgleda nosni konus, pa tisto ogrinjalo od spodaj. Zorni kot, katerega poredko vidimo, in tu imamo lepe primere Mercedesa, Aston Martina ter Red Bulla. Ta trend, ki smo ga videli, da je nekako postal običajen v zadnjih sezonah, ima na tistem zadnjem delu obliko, ki spominja na ladijski gredelj. Sedaj si lahko predstavljamo, kako tu nastaneta dva ločena zračna tokova, ki sta usmerjena pod ravno dno in tam generirata aerodinamični oprijem. Nič novega, ampak tokrat vidimo pod lepšim zornim kotom, kajti ta generacija bolidov se približuje koncu svoje življenjske dobe in sedaj ekipe dobesedno ne skrivajo več teh podrobnosti. Tudi ne skrivajo več rahlih novosti na ravnem dnu. Najprej se bomo ustavili pri Red Bullu. Če pogledamo tisto znano zarezo v obliki črke Z in gremo proti prednjemu delu, bomo opazili kar novo skupino generatorjev vrtincev. In na tej fotografiji se vidijo malo bolje. Opazimo lahko, da so pod rahlo različnim kotom. Seveda, tu se ne vidi dobro, kaj so mislili pri Red Bullu, a pri McLarenu so bili še malce bolj ekstremni. Kolikor pogledamo njihovo rešitev, iz tega zornega kota bomo takoj ugotovili, da so postavili te generatorje praktično vsakega pod rahlo različnim kotom. In to pomeni, da hočejo odmakniti tisti zračni tok proč od zadnjega kolesa, kjer bi stik z močnim laminarnim zračnim tokom povečal zračni upor. Tu na progi v Zandvoortu je dobro imeti mnogo oprijema, ampak tudi visoko hitrost ter nizek zračni upor. Kar se tiče tehničnih zanimivosti, to vse. Pojdimo raje na tisto, kar smo videli oziroma kar nismo videli na obeh prostih treningih. Prvi prosti trening je praktično minil, brez da bi dobili kakšne resne podatke. Težave Sebastiana Vettela s pogonskim sklopom Mercedesa so nekako preprečile, da bi ekipe dobesedno napravile večino tistega, kar so imele v programu. In videli smo, da časi, ki so jih dosegli, so bili bistveno višji od tistega, kar je dosegel Nelson Piquet leta 1985 na samih kvalifikacijah. Zato lahko mirne duše rečemo, da prvi prosti trening je bil bolj namenjen kratkemu spoznavanju proge. A podobna zgodba se je kmalu dogodila tudi na drugem prostem treningu. Zopet pri ekipi, ki uporablja pogonske sklope Mercedes, tokrat pri tovarniški ekipi Mercedesa.
Lewis Hamilton je na začetku drugega prostega treninga prav tako imel težave s pogonskim sklopom. A tu je treba poudariti nekaj. Namreč ni rečeno, da tako pri Sebastianu Vettelu kot pri Lewisu Hamiltonu je bil pogonski sklop tisti pravi, tisti zadnji. Mogoče je bil celo tisti prvi z velikim številom kilometrov in tu sta oba pogonska sklopa dobesedno prišla do konca svoje življenjske dobe. A to so podatki, ki jih vedo bolj v samih ekipah. In poglejmo malce bolj od blizu, kaj smo videli v drugem prostem. Bistveno boljše čase, čeprav, če sem pravzaprav iskren, sem pričakoval še boljše. In prva dva so dosegli pri Scuderii Ferrari. In na tistem prvem skrajšanem prostem treningu smo videli enkraten rezultat obeh bolidov iz Maranella. Moram biti iskren. Mislim, da je še zmeraj malce prezgodaj izstavili na Ferrari. Max Verstappen ni imel sreče pri svojem hitrem poizkusu. V radijski zvezi se je pritoževal, da ni mogel izpeljati pravzaprav resnega hitrega kroga. Podobno kot na prvem prostem treningu, kjer je bil v gneči v drugem in tretjem sektorju. Tako da si lahko predstavljamo, da Max Verstappen je hitrejši od tistega, kar smo videli na sami rezultatski lestvici. In treba je poudariti, da na primer pri McLarenu so bili izjemno počasni. Tudi pri Alpinu, po mojem osebnem mnenju, niso pokazali vsega in mislim, da tudi strategijo imajo nekaj z bregom. Ne bi odpisal ne Maxa Verstappena, ne Lewisa Hamiltona. Kot dokaz, da tudi rezultati drugega prostega treninga niso mirodajni, je pravzaprav 11. mesto Lewisa Hamiltona s časom, ki ga je dosegel v vsega 3 krogih. Drugi so jih odpeljali blizu 30, a vseeno z enim poskusom Lewis Hamilton 11. Torej, mislim, da so se nekatere ekipe precej skrivale oziroma niso imele tako imenovane sreče v tistih simulacijah samih kvalifikacij. Jutri imamo še tretji prosti trening, ker bo predvsem Lewis Hamilton pod bistveno večjim pritiskom. Po drugi strani tudi Max Verstappen je deloval nekoliko nervozno. Kot sem vam omenil, sam osebno ne verjamem, da so kar naenkrat pri Scuderii Ferrari postali tako konkurenčni dobesedno čez noč. Še posebej ne po poletnem premoru, ko razvoj bolidov praktično zamre, ko so aerodinamični kompleti pripravljeni za naslednje dirke. A videli bomo skupaj, kjer lahko pričakujemo zanimiv tretji prosti trening, tudi kar nekaj izletov iz proge, kar smo videli tako na prvem kot na drugem treningu in divje kvalifikacije. Upam na dirko, ki bo popravila vtis v tistem nesrečnem dogodku, ki smo ga ali ga tudi nismo spremljali v Belgiji. Meni je mejil na farso, kot sem sam že eksplicitno poudaril, in srčno upam, da kaj takega v Formuli 1 ne bomo videli več. A tu, v Zandvoortu, bomo lahko prišli na svoj račun. Proga je enkratna, ekipe izgleda, da so malce poravnane, kajti nimajo nobenih opornih točk, proga je neznanka za vse in s toplejšim asfaltom bi se znalo marsikaj premešati. Prvi prosti trening je potekal s temperaturo asfalta tam malce pod 25 stopinjami, na drugem prostem treningu je bila temperatura asfalta že čez 30 stopinj Celzija. Torej, lahko pričakujemo, da bodo vsak dan malce više, ki je napoved temperature zraka. A pred koncem moram poudariti, da od vsega so me najbolj presenetili pri publiki. Na prvem in drugem prostem treningu so tribune pokale po šivih.
kot da bi prišli gledati kvalifikacije ali dirko. Izjemno pohvalno. Vidi se, da ta fenomen Maxa Verstappena na Nizozemskem je prinesel želene rezultate in Formula 1 zopet pridobiva na sami popularnosti. A kar se tiče našega prispevka pred kvalifikacijami, je zaenkrat to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.